še čaka gost, ampak se eno, ta moj uvodni del je nepomemben, oziroma manj pomemben, tako da lahko začnemo. Tako da lahko začnemo in potem, če se vam bo kdo še pridružil, bo zelo dobrodošel. Torej, lep pozdrav na ta lep junijski večer. Tukaj v bistvu v tem malem auditoriju, pa da nam ne bo prevroče, v vsakem primeru nam bo pa izredno toplo, ker se bomo družili z avtorjem te monografije oziroma nove knjige, ki ima tako lep naslov, Vas s 3 imeni, in ki je šla seveda že kakšen dober mesec nazaj v čast te vasi. Čast te vasi, mi smo pa malo počakali oziroma smo rekli, da v juniju bo pa seveda še čas in priložnost, da avtor to knjigo predstavi tudi v Posavskem Brežice, kajti mi smo dejansko glavni založniki po funkciji, čeprav seveda tukaj je še veliko tistih, ki se in so zaslužni za izid knjige, med njimi predvsem krajevna skupnost Jesenica na Dolenjskem, Rajka Križanac je danes tudi tukaj, ki je v bistvu bila zelo zadolžena najbolj za tisto predstavitev doma, ampak takrat seveda so bili bolj domačini v spredju, prav je pa, da ta knjiga nekako je predstavljena oziroma je dostopna tudi drugim, kajti seveda vsaka zgodba ene vasi ali pa pač enega območja se zrcali tudi velikih drugih območij, nič ni, nikjer ni take ločnice in meje, da ne bi določeni ljudje se prepoznali tudi z drugih krajev, da ne bi zgodbe se mrežile širšo Slovenijo in čezmejnim območjem, tako da jaz mislim, da je prav, da je tudi naš muzej tukaj pripomogel. Veseli smo, da smo bili vključeni v ta projekt in seveda hvaležni tudi naši kolegici dr. Ivanki Počkar, ki je upravila ogromno dela, malo še v času službe, malo pa tudi zdaj prostovoljno, ko nekako jo ves čas vabimo in hvala Bogu, da je zvabimo, da z nami še naprej sodeluje. Predstavljam si, da boste knjigo imeli kmalu v rokah, če že nimate, zato bi jaz predala kar besedo avtorju. Poznate ga, gospod Ivan Bogovčič je deloval na številnih področjih, tudi kot restaurator in seveda slikar, ker nekaj razstavljanja v naših koncih, tudi v našem muzeju, tudi našemu muzeju podaril nekaj svojih del, tako smo hvaležni, tako je tudi njegovo delo del naše likovne zbirke. In pa seveda, kar je mogoče za to območje, tudi ne da je mogoče, je zelo pomembno, da ga je naša občina imenovala tudi za častnega občana. Zato še posebej pozdravljam tukaj pri nas tudi podžupanje naše občine, gospod Katja Čanžer. Dobrodošla. Torej, hvala lepa vam, da ste zdaj mene poslušali. Pomembno je pa seveda, da se družimo z avtorjem in da nam on predstavi vse to, kar je počel v zadnjih letih in še kaj več, in kako je zdaj tudi pri nas, je v naših rokah in seveda smo mi tisti, ki bomo omogočili tej knjigi njeno življenje naprej. Hvala. Hvala lepa za besedo, hvala lepa tudi za gostoljubje, da lahko predstavimo to knjigo tudi v prostorih Posavskega muzeja, seveda kot založniki, skupaj smo rekli s turističnim društvom, sicer podpornikov, pa kot ste že omenila, obe krajevni skupnosti, tako Jesenice kot Velika Dolina, s podporo občine, tudi jaz pozdravljam gospod Katjo Čanžer, ker predstavlja oblast tukaj, trenutno. No in hvala seveda mnogim, ki so bili zaslužni od sovaščanov, ki so dali na razpolago gradivo, do seveda vseh tistih, ki so dali oziroma prispevali denar, da je projekt lahko stekel. Namreč jaz sem se že dostkrat upravičil, če ne bi bilo letos srečanje slovenskih vasi pri nas, v slovenski vasi zopet, bi lahko jaz knjigo nekoliko še skriziral in šel v redni razpis jeseni, da bi štartali na redna sredstva. No, danes smo tu, kjer smo. Je v knjigi tudi kakšna napaka, verjetno pri množici podatkov, ki so v knjigi, kaj takega je lahko, bom rekel, tudi sprejemljiv na način. Ampak, dobro, če bi imel več časa, bi verjetno šlo tudi to gladko skozi
do konca. Knjiga seveda je posvečena in vasi, in sovaščanom, tistim, ki danes živijo, tistim, ki so živeli, tistim, ki bodo, verjetno se bojo v kratkem času, če lahko rečemo nekaj desetletij, gotovo bo prišlo do velike spremembe, demografske, ker že zdaj opažamo, da vas počasi usika, kar se ljudi tiče, in da zopet prišlo. Na koncu koncev, gledajte, tudi sam moje korenine, zdaj, če bi rekel, malo verjetno nekje bolj vzhoda, malo zahoda, ker tudi po mamini strani so, da so ti prišli iz Italije. Tako da že mi smo bili pretepenci, ali pa bili mojih predniki, ali pa naši predniki. Tako da to ni nekaj novega, vsake toliko časa pride do nekih premen in tudi zdaj to pričakujem. Jaz bi morda samo za uvod rekel, 93. leta se mi zdi, da je bilo, ko je v Ljubljani, jaz sem imel drugega sina, takrat mislim, da v 8. razredu, postajem, v osnovni šoli, in ko je razredničarka spraševala tako nas na roditeljskem sestanku, če bi kdo lahko predstavil svoj poklic, običajna je tišina. No, in jaz sem potem vključen se razporajal, se neko tako. Sicer pod pogojem, če soglaša sin, da mi da sin soglasja, da lahko pripravim potem za njihov kulturni dan. Eno tako mekno nastavico, da vem, mislim, da je gledanje 8 posterjev, 2 vitrine, notri marsikaj, celo od moje mame zveze, ki so leta 28. No in to je bila osnovna šola, danes Novo Polje. Sprejeli so potem to moje pobudo za navdušenje, da se pravzaprav v okviru kulturnega dne to razširi, tako da je šola tisti dan pripravila tudi nekaj gledališkega, pa literarnega, pa glasbenega, do kulinarike. Imena 3 vasi, oziroma vas s 3 imeni, najprej Bregana, danes imamo na hrvaški strani še vedno Bregano, naša Bregana na krajinski, na slovenski, ali pa na avstrijski, za razliko od Ogrske, je pa potem dobila kasneje že konc 19. stoletja Bregansko selo ime, in potem pa še kasneje, seveda 93. leta, sklepne skupščine občine na Brežice na pobudo nekaterih naših sokrajanov, da se je spremenila slovensko vas. Torej, 3 imena Bregana, z nemškimi različicama Bergana in tudi Birgana, no in potem danes pa seveda imamo teh slovenskih vizij. Jaz osebno sicer nisem ravno najbolj navdušen. Jaz bi raje vedel, da bi se vrnil do to nazaj na Bregano, ker je tudi katastarska občina bila Bregana v zvezi z našo vasjo. No, pa prejmo, da ne bom delal. En moj posnetek, zelo star, tu je še vedno remont, vojaški remont. Posnetek je kakršnje, verjetno bil Orlo film, takrat nismo imeli možnosti take izbire, kot imamo danes z digitalno fotografijo, lahko delaš pa s Photoshopom čudeže. To vsega, praktično remont je tole, to je pa naša vas je razpotegnjena, je pa pokrivala še Novo vas, Obrežje, doskrat zapisano Abrež, pa Jesenice, deloma, mislim, da Prišče, pa Rajc, en del Rajca. No, in tisto, kar sem zdaj jasno, težko je prebrati od daleč van, ampak jaz sem tukaj notri, vse v knjigi je objavljena, v celoti izročilna pogodba mojega pradetka, Jurija, ali pa Jura, so rekli, Jur Bogovčič predaja sinu Juriju Bogovčiču, to je bil moj starata, in notar Hudovernik je zapisal, tukaj, Jurij Bogovčič starejši, posestnik, Bregana, hišna številka 12, zapravo tu bolj više, tole, iz Breganskega sela, hišna številka 12, false iz Bregane, se pravi, da je tisti čas, on lahko zaradi napačno poimenovanje, to se je že spreminjalo ime. Celotna izročilna pogodba je notri objavljena, ker se mi zdi, mislim celotna, verjetno malo ta zadnja stran ali pa morda zadnje 2 strani, ker je zanimivo čisto iz tega vidika, da bi si pogledamo, kako so se morali
prevzemniki domačije, recimo, zavezati do izročevalca in njegove žene, recimo, ne, do staršev. Ker imam še tudi potem, ker pa stari ata očetu mojmo dajal, spet tam je sicer tipkano, ne več teh lepih rokopisnih, starožitnih takih dokumentov, ne, ampak tudi tam potem piše, kaj je pa moral moj oče potem. To je tak moj posnetek, tam, to je glavno moj posnetek, ki sega nekaj v 60 leta. Vas v snegu, seveda ni asfalta, vse kasneje, to je pa današnja, približno današnja situacija, na 2 leti je tega. Mislim, da je ta prenova vasi posledica tudi izgradnje avtoceste, ker so ljudje dobili za zemljo denar in so potem vlagali tudi nekoliko v prenovo. To so spomini, danes tega v živo ne vidite, to je zidana apnenica, kakšne so v naši vasi bile, to jih mislim, da vse skupaj 7, čeprav niso nikoli sočasno delovali vse. Tu se je poljava nalagala tiste polena, oziroma kar metrske, mi rečemo pod manjše šajte. No, tu dol se pa pepel med brekom. No, ti bi pa kamen in seveda to se je kuhalo 7 dni in 7 noči. Prevozništvo, kmetijska dejavnost je bila dosti dopolnjena tudi s prevozništvom, treba bilo zaslužiti za davke, za takse, za vse te reči, ne, za druge potrebščine. To je moj oče, pa še en prijatelj z hrvaške strani. In zdaj, danes nekaj je domačino, najprej rečemo, da je ta Jožefov breg, tam gor je repetitor. Jožefov breg Ledinsko ve zakaj. Zato prvi stala cerkvica svetega Jožefa. Verjetno do nekje konca 17. stoletja, začetek 18. stoletja, potem, ker v ostalih tudi katastrih je že zmeraj zapisano cerkev svetega Jožefa ali pa po nemško. Slamnate hiše seveda so bile normalno, takrat še do nekaj 50 let, se spomnim, smo imeli v vasi še 2, vidite slamo med njimi tudi tam. No, mimo glede pa, ko se govorimo o vrteh, Jurij Matkovič, z ženo Marico pa sinom Lojzetom, stoji pred domačo hišo, danes seveda teh hiš ni več. Bil je pa, bil je tkalec, ker ko govorimo o vrteh v naši vasi, jaz rečem, smo imeli vrti od A, Apnarjev, do Ž, Žagarjev. Pa vmes v tisti diapazon še ostalih poklicov. No, to sicer sva rekla, da ne sodi v obrt, ampak kljub se mu gre za neko dejavnost, ne, sofronizo, en lep son, ne. Je pa zanimiva zgodba, gospod Anton Zorec je bil kapitan fregate in je bil poveljnik stroja na Rušilcu Zagreb. Tisti, ki veste, da v Boki Kotorski sta ga Mašera pa Spasič pognala v zrak, prej so posadko dol pognali in da ne bi padlo Italijano v roke. Tako da niso zajeli Italijani in je šel v Gonars. No, ko je do konc kapitulacije Italije, so ga pa Nemci odpeljali pa v Nemčijo, ampak Možakar je bil izredno sposoben strojnik, tako da je potem tudi, mislim, da je v Krupovih tovarnah nekje so ga tam držali in je tam tudi dočakal, mislim, konec vojne. No, kasneje, ko je prišel domov, v naš pas nekoliko kasneje, so ga pa spet uporabili v FAK-u, fabrika avtomobila Priboj, v Srbiji, in je tudi nekaj časa šel dole. Tako da tu se pišejo zgodbe, ne, recimo tem, da je Ribič, in tako dalje, je še dosti tega zale pri vseh idej. To je na hrvaškem delu. Jaz namreč obravnavam tudi tiste vasi, tiste hiše, ki so dobro inklinirali, bilo je to povezano, ne, takrat ni nobeno. Jaz sem nesel, recimo za zmestni kruh, tisto mešanico ječmena, ajde pa koruze, pa ne sivačo, to pošala ena, sem nesel na hrvaško stran. Tam se je smeril, Minar je vzel tisti svoj deleškarje in smo mogli prinesli nazaj domov. No in večina jih je, ali pa glavnina jih je bilo Mohorčičev. Na ovoj strani danes ni Mohorčičev enega, samo še v tukaj od Zenke Hribarjeva, ki je državno kašla, sestre živi, drugi so pa že priseljeni. Nekaj iz Bosne prišlo, nekaj iz drugih delov Hrvaške. Tako da skoraj vsi so Mohorčiči, razen ta dva, oziroma
Ivanka je mogoče njen brat, ali je bil polbrat, pa ne vem, je pa Sedleček. Njegov mogoče se je pa iz Slavonije presem. Imeli so roštarijo na hrvaški strani, ker smo rekli 3 Lenčki, zakaj? Ker njuna mama je bila Helena, Lenčka, in potem je gostilna in dobila to svoje domačno ime. Tu je pa povezava s to hišo. Namreč, to pa Tone Mikložin tukaj, njegov tast, tudi Tone, sicer Maksimčič, jaz sem stanoval veliki pri Simčičevi, to je bilo nasproti gimnazije, tam, kjer so kjer imeli tudi šale, so pomnili te stvari. Pri Simčičevih gospod Tone, pokojni ne pači, bomo rekli, ker je Tržačan, on je potem, ko jaz nisem vedel, kaj bom po nižji gimnaziji, kam naprej, me on poklical, jaz sem bil 10. tam pri Sodražci na počitnicah, tiste komunikacije, takrat to je bila pošta, to ni bilo mobitelov, ni bilo telefonov. No in je rekel, nujno naj pridem, da bo šla gospodu Stiplošku, zato pravim povezan s to hišo, ker sem hodil k njemu na nekaj priprave za spremni izpit v Zagrebu. No in to je sicer kašča pri moji Starhan, po domači, ali pa piše Sežalič, pri Žiličevih. Zanimivo, tam ali smo rekli Kevdriček, potem velik Kevdr, potem kašča gor, no pa še od streha za Šalupel. No in jaz sem prihajal gospodu Stiplošku, z njim enih par dni in vsakako sem prinesel nekaj, kar sem narisal ali naslikal, da je potem on nekoliko korigiral, me napotil, da sem šel v Zagreb. Ker je on predlagal, rekel, Zagreb je blizu, finančno vzdržnejše za naše razmere in tako sem jaz potem šel v Zagreb šolo. No, to je ta ista hiša, sicer ampak gledamo, zato ker jaz sem se nekoliko tudi lotil tega, da naprimer tiste hiše v jedni vasi, ki so ob cesti levo-desno, so vedno prišle pravzaprav stransko, če to je stransko stranjo pravokotno na ceste. Medtem ko tiste pod hribom, v zaporah, tiste so bili pa vzdolž poti in tiste neprislonjene pod hrib. To seveda so bili racionalni ljudje, da so ohranjali polje, ohranjali so rodovitno zemljo in so gradili tam, kjer je bilo najmanj škode. Tukaj so pa ustvarili eno tako dvorišče, ki bi lahko mogoče s panonskim tipom nekako tudi povezovali. Sicer pri nas ni bilo štern, ampak so bili izviri, potem pa tudi te pumpe povinske. Ja, dobro, tudi taki dogodki, to je sicer predvojna, še pred drugo svetovno vojno, ko so ajnerikali, so šli, ali pa podi si na Štilingo, ali so na rekrutacijo šli, ali pa že pojavljali. Žal, tukaj gleduje moj ujc, moj brat, pa še en Janez, ki je pa žal padel. Preslišal, v Jurišu je preslišal povelja za umik. Zdaj, to je z Velike doline posnetek. Tukaj vidite vodovod. 33. leta je Velika dolina dobila vodovod. In to je bil za tiste čase izjemen dogodek, da je prišel v neko vas vodovod. In zakaj ta fotografija zraven, takrat je bil župan moj starata, Franc Žrlič. Tukaj zraven je Janez Gnezda. Ko so Nemci izselili, oziroma so izselili ljudi iz zgornjega konca, ker je danes praktično iz krajevne skupnosti Velika dolina, so njemu ponudili, da lahko ostane. Čeprav prijetno bi ga kasneje tudi umaknili, ampak on je rekel tako, kamor grejo ovce, gre tudi pastir. Bil je v letih in je žal tudi ostal potem v Nemčiji umrl. Zdaj, meni so rekli general Živkovič, ne rečem, da je to ta tudi Filipi. Očitno neka persona morala priti celo iz Beograda za tak velik dogodek v Dravski valovini. Ampak, ostalih ljudi težko, zdaj to je gotovo eden od domačih, pa verjetno tudi ta. Je pa težko danes, ljudi, ki bi bili vir, dober vir, žal z leti in vse manj. No, to je pa spet ena zgodba, to je moj stric od očeta brat Štefan.
Ampak tukaj, ko je bil vojak v Nišu, razpada Jugoslavija, in je prišel do Zagreba z vlakom, Zagrebo so Slovenci izvedeli in odpeljali v Nemčijo, na taborišče, ampak je delal na eni kmetiji, ker je bil vičen tega posla, on je sicer raj delal v Spodnji, ki smo imeli doma, ne, tukaj je bil vole, ampak zanimivo zgodba, ne, njim je padel zet, oziroma zet, sin je padel in so bi tako navdušeni, da so ga vprašali, če samo poročal, to je snaho njihov, ne. Jasno, on je imel precej domotožja in je hotel čim prej. Zgodba je taka, da je potem od tukaj prišel en, sicer Drago Žokar, ki je bil kasneje, na koncu še direktor banke v Samoboru. On je od tukaj prišel v Nemčijo ilegalno, ne, in ga je iz Nemčije pripeljal ilegalno spet nazaj. Kakšna je bila ta njuna pot, da si lahko predstavljate, to je treba ilegalno opraviti, ne, ker če bi ga ujeli, bi ga tudi postavili ostrejše taborišče ali pa celo ustrelili. No, kasneje je bil pa edini v partizanski enoti, sicer najprej je bil v hrvaški enoti Franja Ogrina Celjo, kasneje pa pri Ljubljanski brigadi vsega konca, tudi v Ljubljano je prišel brigado, kasneje pa ostali pa oficir kot vojak. To so pa dokumenti, namreč in Prekmurci in Primorci imajo svoje dneve, ne, priključitve nazaj, matice in tako dalje. Te naše vasi, ki so bile takrat med vojno sicer pod NDH, ne, tu ni nobene obeležitve. Razen morda zdaj ta pohod, ki ga imamo ob meji nekdanji meji med Rakom in med NDH. To so tako jezični dokumenti, ki so jih dobili najprej od Nemcev, tukaj v Brežicah, kasneje pa v Samoboru. To je tudi moj kulic, ker moram reči, da sem potem uporabil največ, kar se je dalo dokumentacije iz tistih družin, ki so bile voljne mi posoditi gradivo, da sem skeniral ogromno in fotografij in tudi dokumentov starih. Vse ni objavljeno, ker je nemogoče, tukaj 470 ilustracij, in je to enormno praktično veliko za eno tako knjigo. Bil sem pa morda kot drugi del take knjige, lahko naredil en katalog, ali pa en album, ki bi lahko tudi fotografije s kratkimi opisima, ali pa dokumenti, ne samo fotografije. To je pa primeritev potem svojcem spomenic, Padin. Ne vem pa, kje je bila podelitev, zapisana je, ker se to v knjigi pišemo, ker je na hrvni strani kljub samo datum, ne, ampak ni pa kraja, da to pa ne vem. No, po vojni vemo, da je bilo ogromno teh akcij delali, to so naši ljudje, ki so šli potrebovati brežino Save pri Jesenicah. Tudi tečaje je bilo veliko, ne? Šivilski, Rdeči križ, skratka, množica in seveda jaz sem podpisal dol samo ali pa pomenoval samo tiste, ki so vaše vasi. Tako da nisem šifriral vse ljudi, ki so. No, to je pred domom Zveze borci in tudi spomenik Padin, oziroma Padin in žrtvam. To je moja rojstna hiša, kot da rečem, moj rojstni kraj je ta soba tukaj za me. To je bil tudi center vseh teh proslav, ki so bile bodi si ob dnevu borca ali v 22. juliju, karkoli se prihajali, tu so tudi potem šolari prihajali, ki so bili del vseh teh proslav. Potem se je začelo recimo asfaltiranje ceste, tukaj vidimo rezne traku, ki je šel asfalt od vas. Potem prvi vodovod so gradili vaščani sami. Zdaj pa tako, že ko opažamo, ta je še živ, pa ta je še živ. Ta je letos umrl, ostali prej. Tako da ostajajo zdaj spomini praktično v knjigi. To je pa zgodba o medrepubliškem sodelovanju. Most čez Bregano v naši vasi, ki je povezal naš del Barna, ki je hiša na hrvaški strani, oziroma tudi naprej proti Gradancem gor. Vedno je bilo. Tukaj recimo je slovenski v boljši kondiciji, v hrvaški je v taki kondiciji. Potem so na hrvaški strani upravili, kaj je bil boljši, pa naš kolapsiral. Do izgradnje potem 86. leta se mi zdi, je bil pa izgrajen potem betonski most.
Ampak to je tako že nek sodelovanje nikoli ni glavno. No, poroke seveda, če hočemo, da bo življenje teklo naprej, tudi taki dogodki, to so veseli dogodki, ki se dogajajo v taki vasi. Tudi mešanih zakonov je pri nas veliko, ne? Recimo Stanko Foletič, to je moja sestrička, in njen mož je Boris Foletič iz Bregani, iz Viromor, tam je bil doma. No, iz šolskih tudi logov nekaj, to je sicer posnetek enega razreda še iz, mislim, da je šolsko leto 38-39, ampak Dina z naše vasi je tukaj, jo vidimo pleči, danes je sicer čez 80 že, Ivanka Novoselič, ampak je ena Novoselič, tako da je samo nič. Potem dodana po poroki je spremenila primer. Tudi, no, gospod Smerdel, nekdanji dolgoletni ravnatelj na Veliki Dolini, pa Vida, že je učiteljica, no, mislim, tukaj je spet nekaj pregancev notri. Potem nekaj malega tudi za mladino, naša obreganje je bilo kar nekaj punktov, kjer so bile plaže. Seveda, moram reči, da je bilo Brencov, ali pa Obama podoba, je bilo vedno, da se morali odtepati, ampak kljub sem nekje, sicer 1. maj ni bila začetek sezone, to je za tiste najbolj korajšne, pa tisto, ki so riskirali zdravje, pregana ne, Bijuga je že samo ime, to pomeni pregana reko, no, je za, no, jaz rečem tam nekje v 60-ih letih je zaton vaškega petja, ker seveda pridobimo glasbo, ki ni treba se nekaj mazati, klik narediš in imaš takoj glasbo. No, jaz sem nekaj posvetil tudi strani kulturnih in naravne dediščine, čeprav naravno dediščine sem razširil tudi na okolje skoraj da, ampak pri naravne dediščine pa seveda je nekaj takih posod. To je moja preša domača iz 1862 leta, ima IHS monogram, 300 in pa znak mojstra, je rekel tako, zvrnjeni K, skoraj kot Albert Dürer, tisti del, kot inicijalke. Tako da je zanimivo, no, dali smo streho, sicer zaščita, tako jaz se vsak to manj prišpricam, čeprav tukaj gor mi je detel začel pomagati, išče notranje sovražnike. Tudi to je del naše dediščine, verjetno Jurij Bogovčič. Mislim, to je tisto, kar je žlahtnilo, ne? Tu se bo kolegica Počkareva strinjala, to je žlahtnilo naše domačije, ni bilo industrijskega, ampak tukaj noč se je dalo hrtače za obreko, pa še kaj drugega. Imam še nekaj drugih not v knjigi objavljeni. Potem recimo ta spomin na to mejo, ta vsakoletni pohod, nekdanji predsednik društva izgrancev, tukaj Krevni, pa danes je še zmeri Marjan Živer, predsednik Gledne skupnosti ta zgorne. Tukaj je nekdanji, nekokam, naše spodne skupnosti, pa vsega. No in pa Prapoščaka, tukaj gor se vedno ta pohod konča in tu pade par desetne. No, zdaj po srečanju, to se je razvilo, zdaj že nekje neko stanico, tudi srečanje slovenske vasi in pri meni v Zidanci smo nekaj naredili malo sestanka, tako da Rajko vidimo tukaj, vedno tista, ki najbolj trpi pri tej organizaciji. Gospod Anton Slak iz Ljubljane sicer, ampak skupaj s gospodom Gregorčičem nekje v tej slovenski vasi pri Šenthubertu dviguje to moral in poslušaj. No, to je pa pobudnik, gospod Fabijan iz Kočevske slovenske vasi, to je ta spiritus moments, ki je pravzaprav zagnal to srečanje vseh slovenskih vasi. No in jaz želim po fotografijo.
No, tudi taki dogodki, družnje starostnih, ali gre to v okviru Rdečega križa ali kako drugače, je tudi nekaj tudi naših sovaščanov. Žal moram reči, da so vsi pokojni razen naše tete Majčke, kot jaz rečem, tete Majčke, ki se jo pred par dnevi, ko smo prišla za ženo iz Ljubljane, greva na njivi z Motikom, pa sin Slavko, pri 101 letu plus 2 mesec, pa še nekaj dne. 102 letu z Motiko, jaz da nisem v Facebooku krompir, mislim, da je koruzala, okopavana. Res da pozno, popoldne, kot je že Senčka, ampak vendar spodbuda, pravim, za vse tiste, ki se neč ne splača, težko tu je tudi nekaj podatkov, jaz sem nekaj izvlekel iz dokumentov, tu manjka sicer, tu je samo še čas NDH, ampak potem sem pridobil iz, mislim, da iz Gradecke uprave, iz leta 1980 seznam po hišah. Edino tukaj na začetku skušam, namreč skozi prva številka je stara številka, ki je veljala do leta tam nekaj konec 50-ih let, je prišlo do preštevilčenja v vasi. Nisem uspel, iskal sem, jaz sem upal, da bom dobil neko dobro občinski, kjer bojo taksativno naštete. Stara številka, nova številka, stara številka, nova številka, žal, ja, ni mi uspelo. No. Dobil sem tiste seznam iz 80, ampak nove številke, pa tudi takratne gospodarje. No, zdaj, tukaj bi moral pravzaprav gospoda Jožeta Ponovčiča iz Čateža, in dva sva 3 leta komunicirala po telefonu, sva se šele na Jesenicah na predstaviti srečali v živo. On se je dotil tudi raziskovanja ali v Nadškofiji ali v arhivu Slovenije, mislim Nadškofiji v Ljubljani, ali v arhivu, da bi obdelal in tu je pravzaprav pripravo za čas 1903 leto, glavnina podatkov iz tega časa, da bi na začetku 20. stoletja pravzaprav lahko opisal v hišah na domačijah, kdo je živel, s kom se poročil in kje so ti otroci, kdo se je celo druga. Seveda so tukaj napake. Veliko težav je, moram reči, pri transkripciji, ker tiste, jaz sem mu pomagal tudi, sva skušala dešifrirati, ker takrat pisanje, kakšno je bilo, pa ne veš, recimo črka Š začetna, velika Š, ne bi jo nikoli dešifriral, če ne bi nikoli še ostalo prebral. Tako da je bilo veliko težav in vse upravičujem, gotovo so noti tudi napake pri letnicah, da je kakšen otrok prej umrl, predno se je rodil, ampak dobro. No, zahvaljujoč mojemu sovaščanu Zorcu Božetu, mi je posvojil Anton Zorc, Božo se je prej pisal vrtce, žal, to je spet ena od žalostnih zgodb vojno, njegov oče je bil po koncu vojne v nemški uniformi, ki je sicer veliko zalagal partizane s sanitetnim materialom predvsem, pa tudi kaj drugega se še našel vmes. Najprej je bil aretiran, pa izpuščen, pa čez nekaj časa po zaslugi nekoga, ki se je trudil zopet aretiran biti in tudi ne vemo, kje je. Tako da Božo Zorc je pa, no, v Priboju je bil z njim takrat tudi dol in ko se vrnil nazaj, medva sva tako v vasi tabornika ustanovila, pa razna tekmovanja in tako dalje. On je bil pa perfekten kronist. Pisal zapisnika, je res, da včasih mu srbščina ponagajana dol iz Priboja, kakšna beseda tu not taka, ampak izredno dragocena dokumentacija, jaz sem precej njegovih tudi notri objavil, ima pa še več, obljubuje sicer, da bo skušal tudi sam kaj napisati, žal je povik dosti težek, zmotuje dosti kisika na agenco. Tako da upam pa vse eno, da bomo da iz tega kaj lahko naredili. Tako, hvala.
pustiš 10 minut, rečeš študentom, zdaj pa vi kaj vprašate, ne? Potem sem za spodbudo sem jaz nekje malo dregnil, da sem potem tudi sprožil pri njih nekoliko več dejavnosti. Če koga kaj zanima, lepo prosim, sem na voljo, predno popoštiren. Jaz sem prinesel danes tudi mojega vina, ki ga jaz predelujem, je še en vinogradnik tam zadaj, nasmiha, ne? Tako sem rekel, dobro, to ni tisto filtrirano vino in predelano, jaz po starem macedinam, da odvre, da postoji še en dan. Da so Slovenijo okupirali 4 okupatorji. Ne samo Mađari, Italijani pa Nemci, ampak tudi Hrvati. Ja, tudi je tako. Zdaj je tam nekje ta meja, NDH in tako dalje. Kako je ta čas, nekaj zadnje vojno, ta odnosi, pa kako je svega ta NDH-evska meja, pa interes Hrvata, pa čemu so silili vsem Hrvatje? Ne, dobro, se to je zdaj, dobro, zdaj nazaj, če gremo zgodovino, bi morali v Evropi vse meje. Pa preseljevati narode, ker pa bom rekel, recimo Hrvaška so takrat z Longobardi podpisali na 900 let ali kako, ne? So se Longobardi iz Slavonije omaknili, Hrvati so prišli, ne? In zdaj po 200 leti bi morali Hrvati kam, ne? Če bi šli zdaj, seveda nazaj spreminjati zgodovino, ker je nonsens. Po Slovenci kam gor, ne? Ja, tukaj ne vem, dobro, Nemci očitno niso, so raj imeli mejo gor na Grebenu, na Lebru, na vrhu hriba, lažje je verjetno kontrolirati braniti, kot pa biti dol. Čeprav oni so še vedno imeli del ingerenci. Ker ravno pri tem poboju, ki se je pri nas zgodil, žal mi je, mislim osebno, to mi je iskreno žal, da stoji dom Zveze borcev na domačiji, kjer so naši terenci na dvojno pobili družino. Mislim, to je unikom verjetno svetovnem merilu in meni je to edino žal, kot človeku rojenem, da sobi zraven te domačije. Namreč moja mama pol morala iti, pa še soseda, tiste piščatorlovi, notim je gledala te mrtve. Sicer mamo so peljali gor, pa je ustrelili v Bergano pada, raztreščena v Banem. To me je povedala Mira, da je šla 4-letni otrok in to. No in to prav, to je edino nekaj takega, kar meni rekel res, ampak zakaj govorim o tem? Zato, ker potem so prišli skupaj hrvaški orožniki in nemški policisti. Raziskovati to, ne? In seveda med njimi je bil, Nemci je bil en ta, ki je glava, ne? Pogleval, je hotel, da našo družino kot prve sosede, mislim prve sosede, tudi z druge strani so sosede bili pa čez cesto tudi, ampak nas ne vem, kaj so zbrali. Jaz sem bil v maminem naročku, sem bil star 2 meseca, koliko šli, so nas hoteli postreliti. No, in tukaj so se potem pa hrvaški orožniki postavili kontra, češ, da tukaj so pa oni, oziroma ingerenci so njihove, in da se naj Nemci omakne. Ker raz naše družine bi morali še eno družino, za kateri so sumili, da je eden od izvršitelji bil tam. Se so imeli pravi, jaz ga ne imenujem tukaj notek. Tudi človek se obesil pokojni, eden od teh, ki so to realizirali. No, ampak prav, Nemci so končno potem popustili in so omaknili. Ker mama je rekla, da je bil verjetno en Ford Deutscher, jaz sem prepisal tisto pšeničnik, oziroma prav tako, kot piše v Kazinčevi knjigi, ker je pšeničnik in potem hrvaški uradni dokumentih piše vjerojatno Pemac ili Slovenac, ne? Ker je bil pšeničnik. Ne? On se je potem spremenil, ker je pač začutil ta klic, je šel pod dojčarsko to društvo in je spremenil tudi prim, se ga ne znam niti ponoviti.